Živijo. Hvala, da ste prišli. Jaz sem Aljaž in tole je eno predavanje o robotiki. Pa če začnemo z enim takim čisto osnovnim vprašanjem, kaj za en človek je to in zakaj nam govori o tem. Kot rečeno, moje ime je Aljaž Košmerl, imam doktorat za računalništvo informatike. Svoj čas sem bil na Freeju asistent, tako da mogoče kdo me gleda iz občinstva, da ne preveč njih. Delam kot raziskovalec z področja umetne inteligence, trenutno na Inštitutu Jožef Štefan, pa videl sem veliko slabih filmov. To je kredibilnost, s katero razpolagam. Ne glede to, da sem pa videl veliko tega junka, se pa zavedam, da nisem videl vsega. Tako da jaz bi začel v bistvu tako, da malo potipam, katere robote vi poznate. Se pravi tako, kakšen primer? Wall-E, cool. R2-D2. Dva. Will-Smith iRobot. T-800. C-3PO, Bicentennial Man. Bender. Iz Prometheusa, kjer od njih dveh? David. Kaj pa imena, kot so Danilo Olival? Robbie the Robot. Ok, pa se imamo o čem pogovarjati. Zna kdo končati frazo I have seen things you people couldn't believe. Edin, dobro. Ne rabim, pole. Pa dajmo začeti z... Samo zato, da se mičkem spravimo na skupno besedišče. Par primerov idemo pogledati. To je zdaj Dark Spanish, ker boš ga videli, nisem rabo, ampak to so Will-Smith iRobot. Več o manj gledajo, tako, če bi zaniral Apple, mogoče malo boljš. Trgašno tudi te tipični ekonomiki, ki skačejo in so iz nekega razloga jezni, kar je pogosto. Pol drug primer je iz enega najbolj znanih animejev, pa bom zdaj mičken preskočil, zato da pridem do dobrega dela. To je, mislim, da nima drugega imena kot Tank. Zdaj pa nekaj dejansko nekaj naredi. En tak živalsko navdihnen dizajn, tako neki, ni bajk, ima 8 nog, drugače pa rečemo, ni posebno pametno razen tega, da je hodobno. Slednji primer je iz računalniških iger. To je zelo Half-Life 2, roke gor. To. Temu robotu se reče lovec oziroma hunter. Ta zvok, ki ga spuščajo, so med drugim snemali, tako da so nasneli so več stvari čez eno od njih, ki so žirafe. Jaz mislim, da so paritveni žirafe. Trgaš pa spet biološki dizajn, pa niso pripravljeni. In ta zadnji primer je video z naslovom Every time C-3PO whines and complains. R2-D2, where are you? Lars, where have you been? What are we going to do? Zdaj, to C-3PO je ta video o whiningu dolg. Če skočim nazaj, se pravi zdaj tako mnenjsko vprašanje.
katero od teh robot se vam zdi tako najbolj napredni, od katerega smo najdlje, kjer ga bomo ta zadnjega razvili v resnici v real worldu? Robot, neki si tribiota, to je nekako tako. Ja, jaz bi se strinjal s tribiotom, ampak da vidimo, da pridemo do kje, bomo lepo po pot. Zdaj, čist ta uvodni zgodovinski del predavanja, tisti, ki je obvezen za vsakega. Prve omembe nečesa, kar je podobno robotu, je v resnici tako daleč nazaj, pred Kristusom. V glavnem so to mitološke omembe mehaničnih ptičev in podobnih stvari. Potem se pa več po celem svetu, antična Kitajska, Perzija, Grčija, kasneje Rim, več ali manj vse pa se pojavijo neke omembe umetnih ljudi. Nekdo jih naredi, ali je to zgodba o Pigmeljenu ali komorkoli, to je očitno v naši zavesti več ali manj odsmeri in po celem svetu. Zdaj, tako da, če tako gledamo, glede na to, da je to mitologija, lahko rečemo, da ima znanstvena fantastika čisto od začetka že roke pri tem, da se pri robotiki. In dejansko je tudi izumom izraza tako. Izraz robot je izmislil avtor Karl Čapek v igri Rosumovi univerzalni roboti. In že ta zgodba gre tako po tej tipični ZF scenariju. Nekdo naredi robote, roboti se razjezijo in roboti pobijajo ljudi. Tako, precej preprost dramski trikotniki. Izraz robotika je pa nekako temeljil Isaac Asimov. Zdaj, knjiga Jaz roboti je išla tam 1950, če že niste prebrali Full Hour Fire. Ampak sam izraz je pa se pojavil že prej v nekih njegovih drugih kratkih zgodbah. Ampak okej, to so roboti na splošno, ampak zato, da se nekako pogovarjamo o njih, je fino, da razdelimo o tem, kaj se stavlja robota. Zdaj začnemo po vrst. Robot se tipično premika. Če se ne, se ljudje ponavadi ne strinjajo veliko okoli tega, a je to robot ali ne. Potem nekako interagira fizično z okolico, se pravi, če to damo skupaj, robot rabi noge in roke, tudi če so noge v resnici kolesa. Potem rabi neke senzorje, da imaš s čim interagirati, da zaznava svet. Mimogrede, ta slika je čisti nateg. To, kar sem okrožil oko, s tem robotom sem jaz delal, to je Nao iz Aldebarana. Oči so samo za okras in nocoledice, ki barvno utripajo. Kamera je kle noto čelo. Ampak brez oči bi bil pa res čudni. Obstaja ena grozna verzija, ki ima na glavi lidar, tako da zgleda tak faraon, tako biti. In nazadnje, da vse to nekako funkcionira, robot rabi pamet. Tako da moj predlog je zdaj, da se nekako sprehodimo čez te kose, pa vidimo, kje tam so robotika nekako stoji. In jaz bi začel z motoriko in interakcijo, kar skupaj, drugim zaradi tega, ki o tem najmanj vem. In spet, o premikanju robotom res lahko govorim 5 ur, pa si tega ne boste potok predstavljali, ker če vam pokažem en video, tako da bi jaz se tega lotil tako. In zdaj bi začel z enim spet najbolj znanih realnih robotov. To je Hundi Asimo. To je eden bolj znanih komercialnih robotov. Eden bolj znanih robotov, med drugim zaradi tega, ker je prvi robot, ki je tekel. Ker je tek definiran tako, da se na neki točki med premikanjem robot v celoti nahaja v zraku, se pravi, da nima stika s tlemi. Mislim, da demonstrirajo ta tek. Pazi zdaj. Pazi zdaj. Pazi zdaj. No, dajmo.
In go. Več od zgleda, da ga res tiši na WC. Ampak je pa res. Pa pojmo, zdaj Asimo je tako, Honda ga razvija že dolgo, par verzij je že bilo, ampak če skočimo malo naprej, pa gremo na enega najbolj modernih primerov humanoidnih robotov. Je pa to robot iz firme Boston Dynamics in to je, ta manjša verzija je moderna verzija, ta veljcega tam na levi. To je Atlas, ki je kar v redu. Sposoben hoditi po različnih površinah, tako tam po Bostonu jih radi po šumi, te Boston Dynamics radi po šumi ganjate svoje robote. Tako, tukaj nismo mu zdrsne, ko se verjame. Firma Boston Dynamics se s tem ukvarja že dolgo, že vrsto robotov ima, mogoče ste kakšnega že videli. Pred kratkim je kupil Google, tako da del upov je, da bojo, mislim, da med drugim na neki točki nadomestiti dostavljalce. Ta video je meni ful dober zaradi tega, ker nekje tukaj jih pokažejo v delanem okolju, je ta interakcija del, in potem pol komentarjev tega videa na YouTubeu je mnenja, da bomo zaradi tega mi nasrkali. Ko zaradi tega tipa skopi skopače. Rata še huj. Ampak brez panike. Sad je zdaj fudor, gledajte, ko postane. Ko hidravlično se odžge na noge, tako. Ta robot te ubije, če hoče. Mislim, fizično nima ovir, da te ne bi. Še dva imam, ampak vsi so mi, hotel sem mi pokazati manj, sem se vsi to poredil. To je tako zvan čita oziroma gepard, ki laufa in skače, kot je očitno. Zdaj kar preskočil na un del, ko je to. Zvok pomaga. To je že čisto smeri v njih Hunterjev iz Half-Life-a. In na zadnje, mislim, da je pa to ta zadnje, ki so ga iz Boston Dynamics dali ven, je pa Handle. Lepo balansira se na dveh koleščkih, je sposoben fancy manevrov, kot je ta Zna se premikati tako, da drži roke na mer, to je zelo težko. Bom čim kasneje povedal, zakaj. Lahko pobira in nosi stvari. Ampak zanimivo, da je ničkem kasneje. Štenge niso problem, to štenga pa ne moraš ujiti. V snegu seveda, to je Boston. Pa skače. Tako da ja, to da veste, pri čem boste laufali čez par let. Pojma nimam. Po mojem, lahko skoč. Zdaj, pri vseh teh premikalnih zadevah, nekako bi že prišel, se imaš roke pa tako, zdaj, na spletni strani za tega handla pravijo, da največji problem seveda je vir energije, za tega handla pravijo, da bi zmore tam nekih 15 mil. Jaz vam garantiram po svojih izkušnjah s tem, da zadnjih 7 mil gotovo ne skače. Ker tako po mojih izkušnjah s temi zadevami, tako, ki je baterija nekje na 50%, stvari začnejo zelo hecno. In zdaj med drugim,
zakaj? Zato, ker vsak robot je v resnici sestavljen iz kupice enih servomotorjev in sklepov, ki mu določajo, kaj je sploh sposoben narediti. In to so tako zvane prostorstne stopnje in vsaka, recimo naša roka, če gledaš naš komolc, ima eno prostorstno stopnjo, oziroma dve, ker lahko vrtiš v tej smeri in premikaš tako. Rama ima 3, koleno ima samo eno, zato ker koleno ti noge ne boš obrnil drugače tako, mislim, ne, če si zdrav. In zdaj, se pravi, robota določa, vse možne konfiguracije robota določajo koti teh sklepov, kar je vse super in prav, in zdaj, seveda, če hočeš, da roko premakneš, stegneš ta kot, obrneš ta kot in dobiš nekaj. In temu, da zračunaš, da iz kotov sklepov določiš, kje je ta zadnja točka roke, mi rečemo kinematika, ali pa forward kinematics, in to je lahko, ker zračunaš, mislim, to je osnovnošolci znajo to narediti, to je pač osnovna geometrija. Tisto, kar je težko, se je odločiti za točko v prostoru in zračunati, kako ne dam kote roke, zato da bo roka prišla tja. Zato je tisto namer relativno težko držati. Temu se reče pa inverzna kinematika in je v bistvu dolg časa bil problem, še zdaj ne vem, če je čisto 100% rešeno, med drugim zaradi tega, ker so se inženirji lotili analitično, pa to, ampak se preprosto enačbe se ne izidejo, tako, če se nekaj zročiš, bo robot enkrat, recimo, ko bo stegnil en sklep, nekako ga analitično ne zna več skrčati nazaj, pa take stvari, tako da, recimo, to je en tip problema, s katerim se spopadaš s tem, ko delaš fizično s takim robotom, sicer je pa danes večina robotov, tako recimo v industriji, pa to v nulo sprogramiranih in ponavljajo samo en in isti gib. Tudi te demonstracije, ki jih delaš, so ponavadi zelo predvidene, tako da ni veliko izvirnosti v teh premikih, ki jih roboti kažejo. Vsaj mi smo to tako delali. Vredno, ampak kot rečemo, o premikanju ne znam povedati toliko veliko, tako da bi jaz šel naprej na senzorje. Zdaj zaznavanje, določenje in zdaj spet je več aspektov, ko se tega lotiti, ampak tisti nekako najbolj, meni osebno najbolj zanimiv in tako nekako najbolj visokonivojski je to, kaj robot vidi. Robot tipično daš par kamer, gleda okoli in operira v svetu, kakor je. To spada področje umetne inteligence, ki se reče računalniški vid in je čisto preprosto tako, kako iz slik in videa dobiti neko smiselno informacijo. In zdaj, to je v bistvu ful težji problem, kot se nam zdi. In ne samo nam, to je ful večji problem, kot se je zdel raziskovalcem umetne inteligence, ki so začeli s tem delati. Dejansko je tam na MIT-u, McCarthy Bovna skupina, so mislili, da je računalniški vid ena taka stvar, ki jo bojo leta 1966 rešili v enem poletju študentje na eni poletni šoli. To ni hec. Povabili so jih, ta so izgrb, in ker se je zdelo to malo preveč na easy, naloga je bila, da računalnik dobi sliko in opiše, kaj je na njej. Tako je danes počas, da smo tam. Oni so mislili, da bo tam eno polet, in ker se je zdelo to mičkaj prelahko, so rekli, da bo dodali zraven še govor. Ker tako, eno poletje je dolga stvar, zdaj, če to narediš junija, kaj bo, popivaš študentje. To še danes ni dobro rešeno. Zato ni nekaj, kar je samo zase vzeto. Sicer smo bistveno bliže. Ste kdo uporablja Google Photos? A veste, da lahko Google Photos v search napišeš stvar, ki je not, recimo otroci ali hrana, pa bo Google Photos najdel slike z otroki ali hrano. Ne bo 100%, ampak dela. Ker ima Google zadnji toliko modelov. Tako da, tako. Hit. Anyways, recimo to je en tak primer tega. In zdaj, če pogledamo, tukaj je ena slika in predeli slike so klasificirani s tem, kar naj bi bilo. Imamo cesto, imamo avto, imamo hišo, imamo drevo, imamo ljudi, imamo hišo, imamo... Ni perfect, no? Long story short. In zdaj, v redu, kaj so pa principi zraven, zdaj področje je huge, tako da jaz sem se obesil samo na tisti največji buzzword, ki obstaja, in to so nevronske mreže. Zdaj, ne vem, koliko ste v stiku s tem, ampak nevronske mreže so en tak buzzword že zelo, zelo dolgo. V zadnjem času so dobile nek preporod, ker tako, nevronske mreže so razvili v 60-ih, v osnovi.
Pa so pa malo zamrle, ker jih noben ni znal dobro uporabljati pa naučiti, ker so bili preprosto računalnike prešvoh in pa so tako ene 5, 6, 7 let nazaj izbruhnile še enkrat, zato ker sedaj pa so računalniki dosti dobri, da jih učimo. To je poenostavljeno, če se kdo hoče z mano skregati, lahko to zunaj narediva, ampak ja, grobe je tako. In zdaj, lepota tega pristopa, ki se danes imenuje globoko učenje, je, da ti lahko daš not eno skupino slik in mu rečeš, ne vem, prepoznaj mi tiste, na katerih so obrazi. In kar ta stvar zna narediti je, začne s tem, da na vhod dobi samo te slike, na neki točki si tako dele teh slik predstavi v svojem internem modelu, se pravi, dobiš par črt, par view, par teh stvari. Na naslednjem nivoju so že malo večje, te kose združijo že malo večje kose, imaš oči, imaš kakšna usta, kakšen nos, na tej točki so že tako regije obrazov in na koncu zna model reči, v redu, na tej sliki je obraz, na tej sliki ga ni, ponavadi zna povedati tudi, kje je in tako naprej. Se pravi, to je nekaj, kar lahko naučimo. Se pravi, danes ni problem narediti računalnika, narediti modela, ki ti pove, a je na sliki obraz, da se narediti, kdo je na sliki in tako naprej in tako naprej. Se pravi, to, da bi mi robotu rekli, ne, najdi mene, mu dal sliko, pa ga poslali naokoli, to ni nič nemogočega. Je pa res, da tudi če to dela z verjetnostjo, z tako natančnostjo 99,999%, smo še zmeraj tako, so poleg mene, če pošljajo robote mene fentat, so poleg mene tako na svetu v nevarnosti, kaj še 7 milijonov ljudi, plus vse skale, ki so mi podobne, to. Spet gre za težek problem. Zdaj, kako težek problem jaz pokažem to sliko. To je izziv stoli, naloga je naj prepoznaj vse stole, kjer je stol nekaj, na kar se dejansko lahko usedeš. Se pravi, ta mali, ki je okrasek tukaj, ne šteje, čeprav zgleda enak, kot ta mali tukaj, ki je v sosednji sobi, ta, ki je v špeglu ne šteje, ker se na ga ne moramo usesti, ni ta konkreten, ki ga vidim tukaj ni, na tega se pa lahko. Tam je celotna slika cele sobe na steni še enkrat. Tle zadnji je za to mrežico sta še ne 2 stola. Tako, danes na temu pogrne vse. Več o manj. Tam tle je razstavljen tako. Unga nastropa sem čisto pregledal. Tudi to je nivo težavnosti. In to je tisto, kar ljudje podcenjujemo. Mi prepoznamo vse te stole, vemo, kjeri so kakšni in na kjeri se lahko sedeš. Ampak to, da veš, na kjeri se lahko sedeš, v bistvu pomeni vedeti veliko stvari. Pomeni vedeti, kaj je to usestce, recimo. Pomeni vedeti nekaj malo o osnovni fiziki, da veš, da če je nekaj zelo čudne oblike, da se gor ne boš mogel usesti. Nekaj malo od sebi, nekaj malo razdalji, in tako naprej, in tako naprej. Tako, res ni simpel. Tako da, če se kdo boji, da ga bojo prehitro lovili, ni še take panike. Zdaj pa še eno stvar sem se hotel dotakniti pri zaznavanju in to je tehnologija, ki se je v glavnem zelo rado uporablja, to je LIDAR, več je laserski radar. Stvar strelja laserje naokoli, prebira odmeve in pač se locira s tem. Te samovozeči avti tipično to uporablja, ta stvar tle gor je LIDAR. Ima jih več, pač konstantno se vrti in strela tako naokoli, da dobiš v grobem neko tako sliko. Ta slika je ful prelepa. Ful prelepa. Ne dobiš tako lepo. Zato bi rad pokazal en primer. Zdaj, kaj je, evo ga. Ko en tip po njihovi pisarni nos tale LIDAR in tle zraven vidite, kako se riše zemljevid. Se tako mičkem plava in šele, ko se teh točk zadost nabere, nekako tako lahko robot res, oziroma neka mašina sklepa, da je tam res stena. Vidite, da tam so tam, kjer so točke nove, fulnega džanka. Ko moraš se sprot pucati, pa pol na to nastaviti, tako da rečeš, to je pa verjeten stena, to verjeten ni. Sploh ne vem, kaj se dogaja. To je spet nivo težavnosti, ki ga ponovati ljudje ne zaznamo, nimamo stika s tem, noben ne proba tega. Ena najboljših stvari, ki jih danes delajo na tekmovanjih iz robotike, takih akademskih, je to, da ti dajo ljudem
ne ekran, samo vhod, kot ga dobi robot. Pa ne nujno tako fancy narisan, kako je rekla, ampak tako številke pa take stvari in morajo ljudje probati rešiti probleme, ki jih damo robotu, ko nobenemu ne rabe. Pri nas na Freeju smo imeli taka tekmovanja, ki mogo robot priti ven iz sobe, ne vem, če komu, brez da bi gledal robota rata to. Tako da ja, roboti en cajt lahko lafajo za nami, ni nujno, da nas bojo najdli. Ampak, okej, kaj pa pamet? Koliko nam pa na tem področju lahko da naredijo? Zdaj bo kle zaplavamo čisto področje umetne inteligence, ki je spet, v bistvu je to ločeno področje od robotike. Roboti, zdaj iskal sem nekak definicije robotike pa umetne inteligence, da bi to nekako znal ločiti. Tle nekega hudega konsenza ni, bradati možakarji v univerzah se kregajo okoli tega, tako da ni potrebe, da se mi. V grobem je nekako tako, da umetna inteligenca je študija in nekako poustvarjanje lastnosti, ki jih imamo za inteligentne. Tako, malo je krožna definicija. Stvari so inteligentne, če jih delajo inteligentne stvari. Tako. Ponovadi so definicije celo things that appear intelligent. Da je stvar še slabša. Grobo pa to spada, in zdaj robotika je nekako utelešena od umetne inteligence, kot daš ti nekemu agentu, ki dejansko se lahko premika v svetu, pač to pameti, da nekaj naredi. Zdaj bo to spada več stvari, v osnovnem so podpodročja ta stvari kot je sklepanje, učenje, načrtovanje, zaznavanje itd. Do pol, zdaj pa odvisno, s kom se pogovarjaš, pa začnejo odpadati bolj eksotične stvari, kot so kreativnost, samozavedanje in podobno. Ampak v praksi se ljudje v glavnem ukvarjajo s tistimi, ki so kar na vrh. In če se pogledamo, sem spet preveč, da bi se pogledal, če se lotimo samo par stvari, eno od njih, recimo, je načrtovanje gibanja. Zdaj robota smo naredili, da se lahko premika, zdaj mora robot vedeti, kaj naj naredi s to sposobnostjo. In zdaj načrtovanje premikanja je eno podpodročje splošnega načrtovanja. Recimo, sem spada tudi to, da ti splanira, da ne vem, v Amazon v svoji trgovini splanira, kako spraviti vso svojo robo dejansko samo v skladišču na tista mesta, ki je treba. To je tudi načrtovanje. Zdaj, eno podpodročje tega je pa čisto navaden pathfinding, sprav iskanje poti in uporabljajo se v bistvu isti algoritmi, kot jih uporablja GPS, zato da vas spravi od A do B. Ta prvi Garmini so delali nekaj takega. Vse, kar dobesedno, kar računalnik naredi, je preišče prostor, se pravi, pogleda, kaj pa če grem sem, kaj pa če nekaj, dokler ne pride do tiste končne točke, ki je cilj. S to razliko, da zdaj avto nas pele po 2D cesti, koliko to 2D, no? In so tam neki popusti pa načini, kako to lahko zoptimiziraš, da ni treba pregledati čisto vsega. Te strategije več, ne? Recimo, če jaz hočem priti v Trzin, lahko najprej pogledam, če bom prišel tja po Dolenjki. Pa grem po Dolenjki, dokler Dolenjke ni konc, to je daleč. Pa pridem nazaj, pa probam Štajerko, pa vse od možnosti pa tako naprej. Lahko pa jaz malo približno vem, da je Trzin grobo v tej smeri, pa gledam tam. In to so stvari, s katerimi se ukvarjaš, ko planiraš take zadeve. Mislim, da tukaj še en cool video. Ja. Kako recimo en tak robot planira tako premikanje. Zdaj to je naš robot, ta zelena kugla. To je simulirano, zato da lahko mi vidimo, kaj dela dejansko. In naključno po prostoru razpne tako možnost, kam se lahko premika. In zdaj, če mu mi rečemo, pejdi sem, on od teh poti zbere tisto, ki izgleda najbolj optimalno. In zdaj to se mora seveda prilagajati, ker se druge stvari premikajo, drugi podobni blagi roboti, ki so mu na poto, in on se premišljuje. Zdaj, če mu zberemo nekaj dragam, moraš spet preračunati najbližjo pot od tja. Tako da, ampak spet vidite, kar je naredil, je zgradil je pač za cel prostor možnost, kako se lahko premika. Zdaj, koga kje zmotili pri temu? Zaviti cel prostor. Tako, kolikrat imate zemljevid vsega, kjer hodite? Nikoli. Tako da, pa so to dodatni problemi, s katerimi se moraš ukvarjati, se pravi, moraš ugibati mogoče po tej smeri, pa tako naprej.
belo bil njegov stikal? Belo na koncu, mislim, da pol video med drugim prikazuje, kako se obnavlja ta mreža in jo zna potem delno fokusirano obnavljati take stvari. Jaz sem dolglavno vzel kaj filje. Torej ja, tako recimo zgleda neko načrtovanje gibanja in to je zdaj samo tako. Zdaj pa če si predstavljate, da imaš par rok in moraš splanirati, kako boš dal to posodo v pomivalni stroj, to je še večji problem, da imaš teh konfiguracij full. Eno težav je, da ti lahko iz ene pozicije do sem prideš na full način. Jaz lahko roko sam stegnem, lahko naredim to, smešnih opcij je veliko. Zdaj, kako od teh izbrati tisto, ki je najboljše, je spet izziv. Pol sem hotel vsaj na hitro omeniti tako imenovano spodbojevalno učenje, po angleško reinforcement learning, ki je tako, kot se učijo otroci, približen. Se pravi, ti robota oziroma agenta daš, da nekaj dela in kadar naredi nekaj prav, mu daš nagrado. Zdaj, robot ne rabi ničesar drugega, kad mu rečeš, bravo, dobil si nagrado. Pač daš mu 50 točk, ali mu pa vzameš za kazen. In to, ta robotov interni model se s časoma navadi, kaj je pametno, kaj ne, in se nauči tega. Na ta način so ljudje učili robote, ne vem, obračati palačinke v ponvi, ali pa recimo ena popularna zadeva za to je, da ti sestaviš na ključnega robota, tako, par servotov, makar iz legice ali pa nekaj, ki se ne zna premikati, in mu rečeš, zdaj se pa premikaj, naučiš se hoditi. Ne vem, pa ima 3 lovke, pa en kolo, pa ne narediš nekaj praktičnega. In robot dela na ključne gibe in se fokusira na une, ki ga spravijo čim dlje od trenutne točke in čez en cajt naredi nek čuden wobbling walk. To so pa neke vrste evolucijske algoritme, pa genetske. Prek tega se to dela, ponovno. Do neke mere. Zdaj, tle je neki semantik okoli tega, kaj je evolucijski, pa kaj genetski. Tako, pristopi so zihar podobni. Pač optimiziraš en gradient in tako. Upaš na to, da se stvar nauči. Zdaj, čisto kot kratek side komentar, pred kratkim so podobne pristope skombinirane z deep learningom uporabljali zato, da so se, sicer ne roboti, ampak da so se naučili špilati eno serijo Atarijevih igrc. Tist osnoven set z breakoutom pa pitfall in take stvari. In te mašine zdaj znajo to igrati. Mislim, da trenutno nekdo dela na Doomu. Tukaj ne bi veliko časa zgubljal, malo časa mi zmanjkuje, ampak sporočilo tega z nekaj dodatnimi ilustracije je bilo, da zdaj veliko učenja, ki ga danes naredimo, veliko problemov v umetni inteligenciji, ki so v bistvu zelo končni na povrh, na koncu mi od zadaj pretvorimo tako grobo v dva tipa, kako se probleme rešuje. Ena je klasifikacija, ko imaš 2 seta točk, ki so označene, recimo krogci pa plavi trikotniki, in se moraš naučiti, da če ti bo nekdo drug prinesel nekaj, kar je nepobarvana točka, da se boš to odločil, da je to krogec ali trikotnik. Se pravi, ti moraš pogledati, kje potegniti črto, zato da boš rekel, vse, kar je zgori, je plavi trikotnik, vse, kar je spodnji, je zelen krogec. Tako, grobo rečeno. In to recimo lahko, to je recimo, ne vem, a je na sliki obraz ali ne, a je pacient bolan ali ne. In tako naprej, tako dalje. Zdaj, predpostavka, da smo začeli s tem, da imamo označeni, da nam dejansko nekdo dal grupo slik, na katerih so obrazi, pa nam povedal, kje so obrazi, in nekdo dal grupo slik, na katerih ni obrazov, in rekel, kje ni obrazov. Ampak tukaj govorimo o velikih slikah, tako raj 100.000 pa milijone, kot stotine. Lahko je daš stotine, sem delam, ne bo. Ta drug problem je, ko štartaš z grupo točk, ki so neoznačene, ne veš kaj, to so to za ene, te točke so lahko bilo kaj, pacienti, kar pač opazuješ. Zdaj moraš ti tukaj najti neke smiselne skupine, zato boš opisal ta prostor in pogledaš, da kle v sredini je ena taka grupa, kle za druga, tretja, četrta, tako skratka najdeš gostitve v prostoru in rečeš, da te skupine mogoče imajo nek smisel, mogoče ne. Ne veš. Temu se reče pa na moderni izraz je gručenje, mene so na faksu učili razvrščenje v skupine. Izrazoslovje malo fluidno. Ok, zdaj se malo pogovarjamo o pametni žencajt. In zdaj, kot ste morda slišali,
je v zadnjem času nekaj polemik okoli tega, koliko zelo so nam te računalniki, oziroma nevarni agenti, mislim, te agenti, roboti, umetne inteligence, kakorkoli hočeš temu reči, koliko je nam to nevarno. Nekak najbolj odmevna sta bila Musk pa Hawking, oba načeloma pametna človeka. Mogoče bo kdo opazil, da sta oba fizika, noben ni računalničar, pa dobro, pametna človeka pa na Teslo, ne deklajo. Jaz mislim, da je ta strah dokaj pretiran. Mislim, vse ne, da se ne da narediti slabih stvari. Obstaja tudi neko odprto pismo, ki so ga dejansko računalničarji pisali, ki poziva k etični uporabi umetne inteligence, ampak tam tako napad robotov ni omenjen. Ker imaš ti veliko drugih stvari, za katere se da umetno inteligenco slabo ponuditi. Recimo, ne vem, lahko narediš model, kjer delaš rasno segregacijo ali pa identificiraš posameznike, ki so rizični in jih na podlagi tega modela vržeš v zapor. Se dela 85% točno, to si nam. Tako da ja, jaz mislim, da ta scenarij še ni tako blizu. Med drugim blizu zaradi tega, ker veliko, mislim, ker to zdaj odmeva, ne. Mimogrede, Hawkingov govor, kjer je omenil tisto, ker je ponovadi citirano, je na YouTube v celoti. Na kanalu od Univerze v Cambridgeu. Ima 18,000 ogledov in 4 komentarje. Ta prvi članek v časopisu ali kjerkoli, kjer so to objavili, pa je to napihnili, ima tako več velikostnih redov več. To je zdaj... Musk ima tudi neke čistranske komentarje okoli tega, tam ko... Velik del tega je napihnjeno, predvsem se pa velikrat precenjuje, recimo, kdo pozna izraz tehnološka singularnost. Pretty good. Ideja je naslednja. Ljudje plašijo in nekaj predstavljajo, da računalniki so zmerno močnejši, to se vsi govorijo o tej jaki eksponentni rasti, Moorov zakon in tako naprej. Zdaj mi delamo računalnike so zmerno pametnejši in na neki točki nas bojo ujeli in bojo računalniki ratali boljši v delanju računalnikov kot mi. In se prav bojo naredili še boljše računalnike, ki bojo naredili še boljše računalnike in kar nekrat bomo mi ful neumni, medtem ko bojo oni tam ne vem kje. In potem tipično dobiš take grafe, ki ti gor kažejo računalnike in število operacij, tako na x je čas, na y osi je pa število operacij, ki jih je kjerkoli računalnik naredil. To je logaritmska skala, zato zdaj naravnost, če ne bi bilo tako ful na gor. In kaj na tej strani nekako koliko takih operacij naj bi bili sposobni možgani posameznih biti in nekako kam to gre. In zgleda zelo scary, skoraj so že tam itd. Zdaj, tukaj sta problem dve stvari. Kot prvo, Moorov zakon je tako bil spisan za to, koliko tranzistorjev boš spravil na tiskano vezje. Sej ne, da ni posod updatene verzije pa to, ampak niso vsi eksponentni zakoni zmer tako večni, pa tudi če so, ne, v redu, rečemo, da skočimo tja gor, pa dobimo, nisem v redu, pa posle nekaj, koliko floating point operacij naredi bike, tako, že konceptualno čudno nazvaj, koliko računov na sekundo lahko naredi en bike, malo čudna ocena, ampak okej. Ideja je, da se ocenjuje, kakšna sposobnost ne bi imela nevronska mreža, ki ima v glavi, kako to pomeni. Ampak v redu, ne, pa rečemo, da ne vem, se odpre portal, pade ven tako računalnik, ki je močen to, kolikor smo naši možgani potencialno. To je nekako tako, če bi rekel, da lahko danes daš, mislim tako, reči, da s tistim bomo pa tako pametni, je nekako tako, če bi rekel, da daš danes človeku računalnik, brez česar kolikor, in pričakuješ, da bo jutri igral igrice na internetu. Sam hardware, sama sposobnost ne pomeni, da ti moraš to zložiti v neko smiselno logiko, zato da bo delal. Pa še tako, pa še en velik problem, ki je tukaj, je, da se tipično precenjuje, kako zelo prenosljivo je znanje. Ko je v 90-ih Deep Blue premagal Kasparova v šahu, zdaj, to je bila nekaj velika zmaga, pred kratkim je pa AlphaGo premagal prvake v goju. Mislite, da bi AlphaGo premagal Kasparova v šahu? Ne. Koliko
koliko dobro bi Deep Blue špilal Go, če bi ga takrat, ko je premagal Kasparova, posedel za sosedno mizo, pa mu rekel špile Go. Bi premagal Štefana. Odgovor je ne bi, zato ker ne zna igrati tega. Vsi ti sistemi so tipično, so zelo krhki, kar pomeni, da so zelo nativneni na problem, ki ga rešujejo. Ponovadi lahko že zelo malo odstopaš od tega, pa je stvar crkvena. Te problemi, in tako so ožji, kot se zdi, ne? Recimo, prepoznati avto na sliki je nekaj čisto drugega, kot vedeti, kam bo ta avto šel, pa da je avto stvar, ki se sploh premika. To je znanje, ki ga mi avtomatsko prevzamemo, ker smo ga zmeri imeli, ker ga moraš pa enkrat skodirati, je pa res težko. Smo probali. Skratka, ni še panike. Je pa vse skupaj precej zanimivo. Med drugim je ena hecna stvar, ki je tako, se jaz zmeraj spomnim. Rumbe, kdo ima doma rumbo? Eden, dva. Koliko so rumbe pametne? Ne zelo? Nič. Govori nič. Večina osnovni model ponavlja 5 različnih tipov gibanja in računa na to, da bo prvi že posesal. Ampak, a je to uporabna? Je to vrhu stran? Sveda je. Tebi ni treba biti ful pameten za to, da si uporaben. Tole ja, ne še zidati bunkerje, vsaj ne za to. So druge stvari, za katerih lahko. Pa hvala za pozornost.